Kaj je? Kako daš ti petko? Zdaj je petko. Kako daš petko? A mi daš petko? Daj petko, babi. Bravo! Čekaj malo. Bravo! Dober dan. Dober dan. Ste prišli na razgovor? Ja. Kar naprej, gospa vas že čaka. Hvala. Živa, jaz sem Martina, kaj naprej pridite? Živijo, jaz sem Sone. Žal mi moje otroke, ampak vem, tako k temu lahko veliko stvari počnem, tako da pa meni se vedno nekaj dela in ne bo nam dolžnost, no. Kaj na ta stol se sedite tukaj? Da vam povem najprej nekaj o sebi. Po poklicu sem ekonomistka, drugače sem tudi članica sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Tam se zelo trudim, da bi se bolj transparentno razdeljevala sredstva. Drugače pa vsakodnevno se ukvarjam z internetnim portalom. To hodim na snemanja raznih dogodkov, predavanj, to vse zmontiram, potem tudi objavim. Je pa da tukaj vedno potrebujem pomoč osebne asistence. Pa to pomeni, da moram jaz znati upravljati s kamero? Ne delam kakšnih zapletenih posnetkov. V bistvu, če sledite navodilom, bo to zelo lahko. Potem tudi, kar posnamemo, zmontiram, pri tem rabim pač vašo fizično pomoč, tako da jaz mislim, da bi nam lahko šlo. Delo je razveliko. Zdaj, bistvo je, da se sledi navodilom. Za razliko od inštitucij, sama odločam, kaj bom počela, kdaj, s kom, na kakšen način. To vam povem iz izkušenj, ker ko sem živela kot otrok v zavodu za usposabljanje invalidne mladine in potem, ko sem pri 17 letih bila že v domu starejših občanov, takrat sem si rekla, tega nikdaj več ne bom pustila, da še kdo odloča namesto mene. Zdaj, živim pa že več kot 20 let izven inštitucij in vem, koliko je to pomembno, da imam svoje življenje, svojo svobodo. Inštitucija mi nekako tega ne omogočala. Živa, imaš obiske? Ja. Hoj, Uroš. Lep pozdrav. Asistentka nova. O, me veseli. To je pa naš gajček. Ja, najno nok. Tako da, kako živite? Malo je naroda, ne? Gremo mi dva ven. A bo to tudi? Ja, pa. A babica ste tudi že, ali kaj? Zdaj nisem mislila, da bom postala mama. Ko pa sem zanosila, so vsi zdravniki mi svetovali, da ne spravim. En zdravnik je celo mi rekel, da je neodgovorno, da sem si zdaj dokazala, da lahko zanosim in da lahko kasneje poslovim otroka, da pač, če ga bom obdržala, me bo obsojal, ko bo videl mojega otroka na igu, ki bo pač duševno prizadet, ker jaz nisem imela dovolj kisika in potem se je smatrala, da ga tudi otrok ne bo imel. In skratka, imela sem velike pritiske in od bližnjih in od strokovnih delavcev, tako da, ampak nisem se dala, tako da mi je uspelo, zdaj sem pa sto babica. To si pa ne bi mislila nikoli v življenju, da bom to dočakala, da bom to kje živela in tako da sem res vesela, ponosna na svojega vnuka, rada ga čuvam, seveda s pomočjo osebne asistentke, itak je pa tako zlat, najboljši in najlepši. Drugače potrebujem asistenco in pri vstajanju, higieni, kuhanju. Samo veste, jaz nekaj prav veliko kuhati ne znam, če čisto iskreno povem. Ne potrebujete kuharskega znanja. Če sledite navodilom, bo prav v redu šlo. Drugače imam pa zdaj na sledilniku na pol končano kosilo,
Tako da, če imate voljo, lahko probava in boste videli, kako to poteka. A gremo kar kuhariti? Tako je. Kaj tam je? Tukaj zdaj zaprti. Tukaj imam na pol pripravljeno, tako da bova požgale veliko posodo in to malo črno. In sicer tukaj pritisnete, na 7 bomo dali veliko posodo. Vse, pa malo skuhalnice pa pomešati. Da popiham malo. Mogo se še malo soliti. A še spomnim? Seveda.